Ko pride nov obiskovalec na tvojo spletno stran in pogleda ponudbo, potem pa se pride nekako do tvoje ponudbe oziroma do tvojega opisa tvojih storitev, kaj se takrat zgodi. Ali takoj v bistvu rezervira, naredi naslednji korak, kupi, rezervira posvet ali kaj drugega, ali pa se mogoče zgodi to, da sploh nihče ne bere tvoje vsebine, ne vejo sploh, po čem se razlikuješ, ali pa je mogoče samo preskrolajo in potem gredo nekam drugam. Če se najdeš bolj v drugem delu, da ni visoke konverzije ali pa da je sploh ni, potem je čas, da nehamo pustiti denar in pa stranke na mizi. V tem videu ti tako pokažem nekaj trikov oziroma nekaj usmeritev, kako lahko svoj opis storitev iz takšnih povprečnih narediš super fantastične. Za večjo konverzijo pa za bolj zadovoljne stranke. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj pa preden greva sploh v samo tematiko, imam zate še en taki mini izziv. In sicer, spodaj pod ta video v komentar zapiši z enim stavkom, s čim se ukvarjaš, komu v bistvu pomagaš in kaj bi imeli od tvoje ponudbe. Potem pa pobrskaj še vse ostale, ki so jih zapisali in se mogoče s kom lahko celo povežeš. Seveda pa se ne pozabi tudi klikniti subscribe na mojem YouTubeu, zato da te naslednjič lahko direktno obvestim, da je na voljo nov video, pa seveda tudi meni to veliko pomagaš, ker lahko s tem dosežemo večje občinstvo. Zdaj pa gremo na samo tematiko, torej pogledati, kako lahko v bistvu izboljšamo opis naše storitve oziroma naše ponudbe. Zdaj, velikokrat se zgodi, da podjetniki pa podjetnice veliko energije vložijo v to, da imajo neko super ponudbo, ki res rešuje problem njihove idealne stranke, ki res ima rezultate, ampak ko pride do predstavitve te ponudbe, pa ali rečejo, sej za to ne rabimo zdaj toliko časa, dajmo nekaj napisati, sej, ker je ponudba pač dobra, se bo itak sama prodajala. Ampak velikokrat pa je tudi res, da to v današnjem času več ne drži tako zelo. Seveda, preko priporočil se tudi še bo prodajala, če je ponudba fantastična, tudi če nimaš opisa na spletni strani, ampak če želimo to občinstvo malo povečati, ne samo na priporočila, kar so fantastična, ampak tudi na širšo javnost, potem pa je seveda dobro, da imamo bolj optimizirano naš opis ponudbe na naši recimo spletni strani ali pa tudi kjer drugje, če imaš. In velikokrat potem se zgodi, da ko pišejo, kaj je zdaj v tej ponudbi, se zelo osredotočijo na to, kaj počnejo in pa kaj so posamezni elementi te ponudbe. Naprimer, dobiš ta video, dobiš, 5-minutne zoome, dobiš 10-minutne videe, in tako naprej. Skratka, osredotočijo se na same te elemente, medtem ko pa ven spustijo ta glavni del, kaj stranka v resnici dobi. In če imamo slabo napisano našo ponudbo, je lahko ponudba najboljša, ampak so posledice lahko seveda nižja prodaja, manj strank, idealne stranke sploh ne razumejo ali pa zaznajo te vrednosti tvoje ponudbe, razen potem, ko postanejo stranke, sporočilnost oziroma čustveno se sploh v bistvu nič ne zgodi z njimi in ker se nič ne zgodi, tudi ne naredijo koraka naprej in stranke, običajno potencialne stranke, grejo potem mimo ali pa celo k nekomu drugemu. Tako da v bistvu so to eni taki skriti stroški, če imamo opis naše ponudbe na spletni strani samo tako, se je ampak ne konvertira. Zato je res pomembno, ker verjamem, da če poslušaš to epizodo, da si želiš imeti takšen opis, da ga bodo stranke pogledale, prebrale z veseljem, se mogoče celo kaj naučile in potem naredile korak naprej. In da ne bo to samo ena stran, ki jo moraš imeti, ker pač to slišiš od različnih strokovnjakov, ampak da je to v bistvu stran tudi, ki jo z veseljem podeliš, da je to nekaj, kar konvertira, torej obiskovalce tudi v stranke. In s tem seveda lahko prideš na avtomatu do več strank, ker
pač ne rabiš se potem ukvarjati z vsako to potencialno stranko posamezno, ampak imajo na strani že vse napisano, kjer lahko preberejo. Če imajo potem še slučajno kakšno vprašanje, te sicer lahko kontaktirajo, ampak si lahko predstavljaš, da je razlika ogromna, če jih moraš ti celotno ponudbo jim razlagati ali pa če jim odgovoriš samo na eno vprašanje. Veliko strank pa seveda se lahko že takoj odloči za korak naprej. In torej, če poslušaš to epizodo, je verjetno to tudi tvoj cilj oziroma želja. Tako da prva točka, ki sem se želela dotakniti, je definitivno to, da ne govorimo samo o posameznih delih, ki jih ima ponudba, ampak gremo višje oziroma gremo bolj globoko, kar pomeni, da govorimo o tem, zakaj si stranka recimo posamezni del te ponudbe sploh želi. Mogoče je tebi kot pač podjetnik, lastniku, če temu tako rečemo, te ponudbe kristalno jasno, kaj pomeni, če dobi stranka paid video ali pa PDF vodič. Je tebi kristalno jasno. Nekdo, ki še ni kupil te tvoje storitve ali pa še ne ve čisto tako, kaj gre in pa zakaj bi sploh to rabo, pa mu je potrebno razložiti. Zato formulo, ki jo zmeraj tukaj uporabiš in ti bo definitivno več obiskovalcev konvertirala v stranke, je ta, da napišeš seveda lahko, kaj je ta del, ki ga dobijo, naprimer paid video, ampak da potem nadaljuješ lahko v istem stavku, da napišeš, zakaj si to želijo. Ali pa PDF vodič, in zakaj si to želijo. Če bi recimo pogledali taki malo bolj hecni primer, recimo, da imamo neki posebni avto, se vseeno kakšna znamka, in ima neke posebne zavore. Zdaj, če mi napišemo, da ima avto zavore, potem smo tako, ja super, se to ima vsake zavore. Če pa mi napišemo, da ima zavore, zato da lahko se peljemo tudi, ne vem, po takih in takih klancih, pa nam je veliko bolj jasno, zakaj si jaz želim te zavore, zaradi tega, da lahko potem grem tudi po večjih klancih, se vozim bolj varno in tako naprej. Tako da tukaj je ta formula, torej, da napišeš, kaj dobijo in zraven dopolniš, zakaj si oni to želijo. In naslednja točka, ki sem se želela dotakniti, pa je malo povezana tudi s tem, je, da deliš od strank, torej, da se postaviš v vlogo svoje idealne stranke in deliš njihovo potem zgodbo. Kaj to pomeni? To ne mislim tistega klasičnega, pri hujšanju, ko imamo prej pa potem, pa je čisto druga slikca, ampak je v bistvu zgodba, torej, tvoja idealna stranka ima trenutno je na tej točki, kjer ima ta problem, ki ga ti rešuješ. Ti pa je v bistvu moraš predstaviti zgodbo potem. Zakaj? Zaradi tega, da se bo ona že vživela, da če gre v to, da reče ja in gre v tvoje sodelovanje čez tvoje storitve, potem se bo zgodilo to pa to in lahko pričakuje to pa to. In bolj kot se vživi v to zgodbo, bolj kot razume, kaj tvoje storitve prinašajo, večja je verjetnost, da bo naredila naslednji korak. Ampak pozor, tukaj ne govorim o kakršnikoli manipulaciji ali pa da bomo napihovali zgodbe, kaj se bo zgodilo ali kaj takšnega, zaradi tega, da bomo pridobili stranke, ampak res ji predstavimo zgodbo oziroma kaj vse je sploh možno, da se zgodi, ko recimo sodeluje z nami oziroma ko gre čez ta naš recimo proces. Torej, bolj kot se vživimo v to zgodbo, bolj kot jo delimo, bolj kot je to v obliki zgodbe, običajno boljše tudi deluje. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ker mogoče ima naša idealna stranka en določen problem, ki išče rešitev in tale naša storitev, pa reši ta njen problem, pa še mogoče 5 drugih, za katere mogoče niti ne ve. In če mi skozi zgodbo to predstavimo, kakšno je lahko potem življenje, torej potem, če temu rečemo, bo razumela vedno veliko večjo vrednost, ki jo recimo prinaša naša ponudba. Tako da poskusi recimo razumeti oziroma se postaviti v vlogo svoje idealne stranke in ugotoviti, kaj je tista zgodba after. Če bi recimo pogledali za program Legendarni, to je moj mentorski skupinski program, kjer sodelujemo s podjetniki, 1 leto se družimo in naredimo konkretne korake naprej, potem lahko zgodba after pomeni, da imajo postavljene sisteme, preko kateri delujejo v bistvu sami. Torej, postavimo sisteme, potem jih v bistvu oziroma tudi lijake, ki jih potem samo polnimo in optimiziramo tako spletno stran, kot same procese, kot sam način pridobivanja strank,
strank in tako naprej. In after zgodba je torej, da ima podjetnik veliko več jasnosti, kaj je najbolj smiseln naslednji korak, kaj mora narediti za to, da pride do rezultatov, ki si jih želi, torej da ima na eni strani to jasnost, da ni tisto, da se zjutraj vstane pa reče, kaj pa naj danes testiram, pa potem najde, neko taktiko, pa poskuša tisto, pa tisto, ampak da ima zelo jasno, ve točno, zakaj kaj dela in običajno eno stvar, ki jo naredi, pokrije vse stebre, ki so najbolj pomembni v poslu, to so torej dohodki, prepoznavnost pa učinkovitost. Tako da je tole recimo en vidik, drugo pa je seveda en ogromen prihranek časa. Zakaj? Zaradi tega, ker je moj pristop zelo holističen, torej celostni, in delamo na različnih področjih posla in imajo torej vse na enem mestu, plus tega ne rabijo v bistvu potem raziskovati, kako pa zdaj to narediti, ali pa kako zdaj, za mene, kot moj posel, za moj brand, je pa to malo drugače, kako zdaj naj to prilagodim, ampak imajo recimo na voljo torej tudi podporo, tudi delno skupine in pa seveda mojo podporo, da jim lahko torej prilagodimo točno za njih. In s tem v bistvu, ko si postavijo seveda tudi sisteme, ki jim delujejo, ogrevajo stranke, pridobivajo in tako naprej, seveda si lahko predstavljaš, da pridobijo tudi veliko časa. Tako da to je v bistvu res taka zgodba, ki je fajn, da jo predstavimo našim idealnim strankam, zato da bodo v bistvu bolj razumele, kaj v bistvu se potem zgodi. Ker velikokrat ko sodelujem s kakšnimi podjetniki pa podjetnicami, se velikokrat zgodi, da so njihove storitve takšne, da ne rešujejo samo enega problema, ampak stranke v bistvu rešijo še mogoče veliko več problemov in zaradi tega seveda je tudi vrednost te ponudbe lahko veliko večja. Naslednja točka, da gremo naprej, da ne bom predolga, je, da v bistvu je zelo pomembno, da zgradimo na eni strani zaupanje in pa na drugi strani tudi avtoriteto. Zaradi tega, da pač pride sploh do nakupa, ker če se ne zgradi zaupanje, tako v nas, torej če stranka ne zaupa, da smo mi strokovnjak na tem področju, pa da vemo, kaj delamo, potem verjetno ne bo naredila naslednjega koraka in če ne zaupa v to, kar mi počnemo, da res prinaša rezultate, tudi ne bo kupila. Tako da je zelo pomembno, da zgradimo v bistvu zaupanje in pa na drugi strani tudi avtoriteto, spet brez manipulacije, brez kakšnih izmišljenih podatkov. Če ti to deluje, to pa ni za moj brand, to je zame preveč prodajno, preveč marketinško, kakorkoli, zmeraj vsako stvar lahko prilagodiš svojemu brandu, svojemu tonu, kar je najbolj pomembno. In torej zdaj, kako zgraditi v bistvu tale zaupanje, s tem, da delimo, zakaj smo mi v bistvu boljša izbira kot sosed, če po domače rečem, s tem, da ne mislim tukaj, da bomo zdaj rekli, on je brezvezen ali pa slabo govorili o konkurenci ali pa komukoli drugemu, ampak lahko to enostavno recimo delimo, kaj so v naši industriji recimo problematike in da pri nas tega pa recimo ne delamo. Recimo pri meni je zelo pomembno, da za strankami delamo holistično. Jaz bi lahko recimo za strankami naredila samo spletno stran, pa samo logotip jim oblikovala, ampak vem, da rezultati potem takšni niso. Zato jih želim bolj podpreti in da v bistvu v mojem paketu res dobijo običajno več, kot so pričakovale, zelo tako celostno je za njih poskrbljeno in vejo, da pač tudi če potem, ko ne sodelujemo, imajo še kakšno vprašanje, da se vedno lahko obrnejo, da jaz pač ne izginem ali pa kakorkoli, tako da se zgradi neko zaupanje, in seveda vsak je fajn, da zgradimo zaupanje, da torej damo ta nek poseben faktor, jaz temu rečem X-faktor, torej zakaj sploh zbrati tebe in ne soseda, če pač delata iste zadeve, bolj ali manj, torej kaj je tista razlikovalna diferenciacija in pa seveda ne zgradimo avtoriteto, da mi res o tem, kar govorimo, tudi znamo, to pa lahko povemo ali skozi, če delaš to že več let, se s tem ukvarjaš, če imaš kakšne certifikate, če imaš kakšne izkušnje, kakšne učitelje, kakšne prakse, skratka karkoli, da v bistvu deliš svoje znanje. To ne pomeni, da zdaj na spletno stran pač pripopaš 20 certifikatov in je to, ampak v bistvu lahko to zgradiš oboje skozi recimo kakšne intervjuje z svojimi strankami, kjer je tam nek intervju, kjer je nek pogovor, kjer na eni strani dobijo poslušalci lahko torej iz drugih besed
iz drugih ust, od naših strank, zvejo, ali je pač ta avtoriteta oziroma če res mi to znamo in pa kakšno je bilo sodelovanje. Tako da kakšni takšni intervjuji sploh v naslednjih letih zelo lepo delujejo in definitivno jih toplo priporočam. Potem seveda lahko delamo kakšne primerjave, prej pa potem, če je to smiselno za našo ponudbo. Če nimaš še strank ali pa si na začetku, pa še nimaš veliko teh izjav zadovoljnih strank in tako naprej, potem je zelo smiselno tudi narediti kakšne case studije, torej študije primera, torej izmišljene in kako bi mi to rešili in daš kot primer, zato da pokažeš v bistvu na eni strani, kako deluješ in pa kako ti to rešuješ in tako naprej. Seveda ne pozabiti tudi na izjave strank, so lahko zelo učinkovite. Pazi le na to, da so izjave dovolj močne. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da ne govorimo samo o tem v izjavah, koliko smo mi super, pa kako je bilo fajn sodelovati in tako naprej, ampak da v izjavah nekako dobimo tudi to, kakšno je bilo stanje prej in kakšno je stanje potem oziroma zdaj, po sodelovanju. To so v bistvu te, ali pa kakšni so bili preboji, kakšni so pač rezultati in tako naprej. To seveda pa pomeni, da izjave ne pridobivaš običajno samo tako, da rečeš, daj pošli mi izjavo, ampak lahko v bistvu skrbno zastaviš določena vprašanja, kjer vodijo v to izjavo. Ti potem je mogoče sestaviš, daš v predogled, oziroma ti sestaviš torej vprašanja, stranka ti odgovori na vprašanja, iz tega ti narediš torej izjavo in pošleš recimo stranki v predogledu, da ti potrdi, da lahko objaviš. To je recimo en taki super sistem, kjer ima stranka minimalno dela, ker samo odgovarja na vprašanja. Ti poskrbiš, da res narediš lahko kratke in učinkovite izjave z njenimi besedami seveda, in ko dobiš potrditev, je v bistvu to. Lahko pa seveda tudi direktno imaš vprašanja, če je dovolj smiselno, pa ni predolgo, da objaviš kot izjavo tudi kar vprašanje, odgovore oziroma neko skupno besedilo. Zdaj pa gremo še malo pogledati samo obliko te naše strani oziroma prodajnega opisa. Ko pridemo na stran, kjer imamo torej opis naše storitve, kaj je vizualno najslabše, da prilepimo en oren kos besedila v enem odstavku, zelo dolgo besedilo, tako bomo v bistvu res zgubili verjetno največ naših potencialnih strank, tudi če je to točno za njih, kar potrebujejo. Zato torej je zelo pomembno, da pogledamo, kateri so tisti torej ključni elementi našega opisa, so torej naslov. Ne pozabiti, naslov mora biti privlačen, da stranka oziroma potencialna stranka si reče, ja, to iščem in bere naprej, ker če jo izgubimo že pri samem naslovu, ker je preveč dolgočasen, potem je vseeno, kakšno je nadaljne besedilo. Potem seveda je pomemben tudi uvod, da jo potegne v to samo naše branje, v to, da se prepozna v tej naši ponudbi in da bere naprej. Seveda ne smemo pozabiti torej na rezultate oziroma koristi in pa ne pozabiti na klice k akciji. Marsikdo bo zdaj rekel, kaj so klici k akciji? Klici k akciji so tisti gumbki, ki vodijo v naslednji korak. Ali je to direkten nakup, ali je to rezervacija termina, ali je to posvet. Skratka, karkoli je to pač v tvojem poslu, kakšen je pač tvoj proces. In te gumbke, kako pogosto jih zdaj dajemo na stran, ne dati ga samo čisto na dnu in pričakovati, da bojo vsi ljudje preskrolali do konca strani, zato da bojo potem tam kliknili, ampak v bistvu jih daš večkrat na strani. Obvezno na začetku, na koncu in na sredini. Ampak, če je tvoja stran daljša, ker ni nič narobe, če je to smiselno, daš gumbke na mesto, kjer je nekako pričakovano, da se pa zdaj lahko nek ta bralec odloči, ali je to za njega ali ne. Če je, lahko takoj klikne in gre naprej, če ni, bere naprej. Zdaj, ker sem že omenila tudi samo dolžino strani, bo marsikdo rekel, kako dolga mora biti ta prodajna stran. Jaz bi rekla, da ni nekega posebnega pravila, toliko pa toliko znakov, ampak bi se bolj osredotočala na to, da v bistvu v najkrajšem času z najmanj besedami poveš bistvo zato in predaš vse informacije, ki so potrebne, da se tvoja idealna stranka lahko odloči informirano, ali je ta ponudba zanjo ali ne. Če to pomeni, da bo stran daljša, nič hudega, ne rabiš skrbeti. Marsikdo mi reče, nihče več ne bere dolgih strani, ampak to zelo ni res.
če je tvoja stran daljša, recimo pri meni, če greš lahko pogledati, je stran za program Legendarni, je precej dolga in jo več kot 80% obiskovalcev scrolla čisto do konca. Tako da to, da ne berejo strani, ni res, je pa res, da je pomembno, kakšna je vsebina. Če je vsebina hriko nabijanje, nekaj, kar jih ne zanima, ali pa kakšne dolgočasne informacije, zgodovina o naši metodi in to, kar naše idealne stranke ne vpliva na njihovo odločitev, ali bojo naredile korak naprej ali pa ne, potem seveda ne bodo tudi brzo scrollale in brale naprej. Tako da to je v bistvu tisto, kako dolga je naša prodajna stran. Ok, potem, kateri elementi so torej zelo pomembni, kot sem že omenila. Ljudje v zadnjem času pa vedno manj uporabnikov bere spletne strani, ampak jih v bistvu poskenirajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da jih preskenirajo, da torej grejo čez stran in samo pogledajo tiste ključne elemente. Zakaj to delajo? Saj v bistvu, če pogledamo, verjetno tudi marsikdaj mi to naredimo. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo že toliko vseh informacij iz vseh strani, nas nekdo bombardira. Na prvi pogled lahko ponudbe zelo podobno delujejo in zdaj, če se mi odločimo iti vse te ponudbe od podrobnosti od A do Ž brati, nam bi vzelo to seveda preveč časa, zato velikokrat torej raje samo poskeniramo in lahko vidimo, ali je to za nas in ne. Kaj pa to za nas kot podjetnike pomeni? Da mora biti torej ta prodajna stran oblikovana tudi za te, če rečemo tako, skenerje. Torej tudi te, ki preskenirajo spletno stran, da je oblikovana in vsebinsko pripravljena tako, da tudi če poskenirajo, dobijo tiste ključne informacije. Kako to zgleda? To zgleda tako, da če si predstavljaš, da nekdo samo preskrola stran, da skozi slike, poudarjena besedila, mogoče kakšne slogane, ki so malo večji in to, da so na teh mestih v bistvu tiste najbolj pomembne informacije, ki jim želiš, da jih predati, tudi če samo stran preskrolajo. Tako da to je ena zelo pomembna in zmeraj lahko lahko narediš pač test tega, ali je tvoja prodajna stran primerna tudi za scrollerje, če temu tako rečemo, ali pa skenerje, če se ljubkovalno izrazim. Kako narediš ta test? Tako, da se dvakrat zadihaš, se sprostiš, se postaviš v vlogo svoje idealne stranke, odmisliš vso svoje znanje in potem odpreš svojo prodajno stran in enostavno samo preskrolaš na hitro in potem skušaš ugotoviti, katere informacije so ti padle v oči. Če ti to ne gre nikakor, da se vživiš, lahko seveda prosiš tudi kakšnega bližnjega, družinskega člana ali pa kakšno svojo potencialno ali pa idealno stranko, kakšnega sledilca, lahko tudi na družabnih omrežjih jih pozoveš k temu in tako naprej in jim daš nalogo, torej, da preskenirajo, torej, da samo preskrolajo stran in ti povejo, kaj jim je padlo v oči ali pa kaj je bistvo te strani. In tako dobiš informacije, ali je to res tisto, kar želiš tudi ti predati. Če ni, potem je čas, da optimiziraš oziroma izboljšaš. Če je, potem pa super, si na pravi poti. Kako torej še lahko razbijemo oziroma da je stran primerna tudi za te skenerje, je tudi to, da uporabljamo torej manjše odstavke besedila. Jaz temu rada rečem, da ko dobim od stranke kakšne večje sklope besedil, da jih probam razbiti, da dodajam kakšne naslove, mogoče kakšne alineje, kakšno besedilo zamenjam za kakšne ikone, slike, kaj takšnega. Se pravi tudi, da razdeliš torej besedilo na manjše dele in kjer je le možno, da dodaš kakšno sliko, grafiko. Torej na spletni strani slike, grafike nimajo vloge samo v te, da lepše zgleda, ampak tudi da imajo sporočilnost, ker s tem lahko torej zmanjšaš torej tudi število besed. Torej tako nekako vizualno predstaviš, da v bistvu je res lahkotno prebrati, iti čez to besedilo in da tudi tiste, ki samo preskrolajo, dobijo tiste prave informacije. Tako da, upam, da ti je ta video pomagal, da bo tvoja stran s ponudbo boljše konvertirala. Ne pozabi v komentar, torej napiši v enem stavku, kaj je tvoja storitev. Ni potrebno lepiti linkov, napiši samo, torej, kaj je tvoja storitev, za koga je. Skušaj torej mogoče uporabiti tudi kakšen trik od danes, če temu tako rečemo. Poglej torej tudi druge, mogoče najdeš s kom se lahko fajn povežete in pa ne pozabi se tudi naročiti na moj YouTube kanal, zato da me podpreš, pa bom vzela to tudi kot zahvalo, ker vsak teden pripravljam nove vsebine zate, da vas podprem na vaši poti in da postane vaša spletna stran in pa tudi cel posel vedno boljši. Tako da uživaj, hvala ti za tvojo pozornost in se vidimo naslednjič. Čau!
Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.